Če je Espas sprožil val enoprostorcev, je Scenic sprožil val srednje velikih enoprostorcev. Oba sta z leti postala sinonim za družinski avtomobil. A klasičnih enoprostorcev Evropejci po večini ne maramo več, danes smo zaljubljeni v dinamično oblikovane SUV-je. In tako je tudi Scenic šel v korak s časom. V praksi to pomeni, da je Scenic dobil nastopaški videz. Baha se recimo z orjaškimi 20-palčnimi platišči na neobičajno ozkih gumah, ki Scenica kažejo v lepši luči, če ga gledamo od strani, kot če ga ocenjujemo od spredaj ali zadaj. Dinamičen videz izražata špičast nos in SUV-evske poteze, s katerimi pa se baha že tudi večji Espas in prav slednjemu je še kako podoben večji od obeh Scenicov, torej Grand Scenic. Podobnost z Espasom se nasploh močno čuti v notranjosti. Izza volana sta avta izredno podobna, enaka je tudi tablica na sredinski konzoli, z lepimi ikonami, a zelo neintuitivnimi ukazi. Grand Scenic je nasploh tako prepričljiv, da Espasu zmanjkuje prednosti. Se niti z prostornosti ne more kosati z velikim Scenicom, trdimo na podlagi izkušnje, ko se nas je 7 peljalo iz Ljubljane do morja. Največje razočaranje pa je, da ima novi Scenic v drugi vrsti klop in neločenih sedežev. S tem ni tako enoprostorsko prilagodljiv, kot so bili predhodni Scenici, povrhu tega pa bodo družine s 3 majhnimi otroki morale izbrati drug avto, saj 3 moderni otroški sedeži ne gredo v štric. Ampak, da Scenic ni več za večje družine, nam kaže že Renaultov marketing. Na uradni spletni strani namreč ni ene fotografije, ki bi kazala nasprotno. Vožnja s Scenicom je sicer zelo prijetna, sploh s tem močnim dizlom in pohvalnim samodejnim menjalnikom. Pa vendar se sprašujemo, v čem je ta enoprostorec bolj družinski od SUV-ev. Razumemo, da je točno takšen, kot analize prodaje kažejo, da želi večina. Toda, ali naj se ne bi enoprostorci prilagajali tudi manj pogostim potrebam? Sicer res ne vemo, zakaj ne bi izbrali kar SUV-ja.